Mladostništvo, to vedno poudarjamo, je prehodno obdobje med otroštvom in pa odraslostjo. Tako da to je obdobje, v katerem mora mladostnik osvojiti veliko novih vlog in dokler tega ne osvoji, tudi ni odrasel. Ena izmed njih je tudi seveda vstopanje v tvegana vedenja, med njimi je to tudi spolno vedenje, ki je v zadnjih letih ali pa desetletjih opazno se ta spolna dejavnost premika v zgodnejša leta. Na drugi strani seveda govorimo to zdaj za naš zahodno oziroma evropski svet, kasnejša pa je socialno-ekonomska osamosvojitev. V tem obdobju, predvsem med 13 in 16 letom starosti, se mladim začnejo dobivati občutek, da se jim slabe stvari ne morejo zgoditi. Seveda ta občutek je pri nekaterih močneje izražen, pri drugih manj. Na drugi strani se osamosvajajo od staršev in dobivajo seveda posredno zaradi te večje samostojnosti tudi več priložnosti. Zaradi tega tudi več tvegajo, istočasno seveda, ker se čutijo manj ranljivi. Tako da ta obdobja so zelo in so seveda zaradi tega potem tudi doranljivi. To obdobje je zelo pomembno, da ga na koliko toliko varen način mladostnik preboli, to se pravi nekje 13 do 16 let, po 16-17 letu se pa ponovno ta občutek lastne ranljivosti dvigne. In zaradi tega moramo vedeti, da od mladostnikov v tem obdobju ne smemo pričakovati preveč, predvsem jih ne smemo v smislu dati vse na razpolago in od njih pričakovati, da se bojo brez recimo enih jasnih usmeritev, kaj je dobro in kaj je prav, lahko pravilno vsi odločili. In zato je pomembna ta vzgoja o tem, kar govorimo. Za nadaljevanje bi prikazala podatke o spolnem vedenju slovenskih srednješolcev, vedno pa želim ponoviti oziroma predstaviti situacijo v zvezi z rodnostjo in splavnostjo v Sloveniji, ker je dobro, da vemo, kaj se dogaja oziroma kaj se je dogajalo pred leti. Tako da, če pogledamo, je ta rodnost, kot vemo, okrog leta 2000 bila najnižja. V Sloveniji to je bilo značilnost vseh teh držav v tranziciji in v zadnjih letih se ta rodnost povsod v teh centralno- in vzhodnoevropskih državah zvišuje tudi v Sloveniji. Tako da zadnji podatki za leto 2011, ki jih nisem uspela tule prikazati, tudi kažejo malo porast rodnosti, tako da je ta trend še vedno značilen. Prav tako se pa vse skozi znižuje splavnost, tako da je tudi v letu 2011 še malo nižja. Tako je trenutno razmerje med splavi in porodi v Sloveniji, oziroma med porodi in splavi 4,6 porodov na en splav, oziroma približno 16% nosečnosti, vseh nosečnosti se konča z umetno prekinitvijo nosečnosti. Tako da ta splav oziroma dovoljeni splav, umetna prekinitev nosečnosti je seveda vedno problem zaradi tega, ker vsako leto imamo nove ženske, ki se soočajo s to situacijo neželene nosečnosti, ampak kot vidimo na srečo v Sloveniji so trendi zelo ugodni in po teh številkah spadamo med boljše evropske države. Vse, kar te številke niže od 10 na 1000 splavov, to pač pove ta številka, koliko splavov je bilo ali pa v rojstev med ženskami v rodni dobi v tem letu. Tako da po 10 na 1000 je odlično. 6 na 1000 ima recimo ta trenutek Nemčija, to je najnižji delež. Tako da mi tako rekoč lahko še nekje za 30% je realno, da se lahko te številke znižajo. To prikazuje zaradi tega, ker smo nekako navajeni, da je vsako leto boljše. V zahodnoevropskih državah ni tako, tudi recimo primer Anglije in Walesa, kjer se njihova splavnost zvišuje. Tako da imajo danes približno 18-19, v teh zadnjih letih so se številke ustavile, na 1000, to se pravi skoraj 2-krat več prekinitev nosečnosti pri ženskah v rodni dobi kot pri nas. Tako da zadeve niso samoumevne, da je vedno boljše, lahko se tudi zaradi kakršnihkoli sprememb situacija tudi poslabša. Pri mladostnikih opažamo ravno tako ta ugoden trend,
V zadnjih letih je seveda več prekinitev nosečnosti kot rojstev, tako da to razmerje je zdaj 1,35 poroda na en splav, tako da po teh številkah okrog 15.000 prekinitev nosečnosti so to praktično najnižje številke v zahodnem razvitem svetu. Zadnja primerjava držav Evropske unije, v katerih je recimo splav tudi dovoljen, v tej primerjavi niso vključene države, kjer splav ni dostopen, kaže, da smo glede na število nosečnosti na 1000 mladostnic, starih 15 do 19 let, najboljši. Imamo najnižjo število mladostniških nosečnosti. Te številke praktično ne bomo primerjati ne z Ameriko, kjer je ta številka 60 na 1000, ali za Kanado, kjer je 45 na 1000, tako da zdaj nerazviti svet pa ima seveda te številke še bistveno večje. Tako da smo res izjemno uspeh naredili, kajti 15 let nazaj smo bili povprečna evropska država. In v tem času smo naredili ta največji skok v tem preprečevanju mladostniške nosečnosti. Malo bi pokazala te absolutne številke, da malo vidite, koliko se s tem problemom srečujemo. Porodi do 15 let, vsako leto je približno 1 do 2 poroda. Splava zadnjih 10 let je bilo običajno 2, 3, največ 4. 20 let morda 4 do 8, tako da na srečo še nismo prišli v situacijo, da bi imeli občutek, da bi bili mlajši kot 15 let, tudi več teh nosečnosti. Kar je to izjemno razveseljivo, tudi porodov načelno je manj, tako da pri nas je recimo med vsemi ženskami, ki rodijo, je samo 1% mladostnic. To se pravi, vsaka 100. nosečnica oziroma med 100 ženskami, ki jih vidimo in so noseče, je ena mladostnica. V Veliki Britaniji je to 8, vsaka 8. Takšna je ta razlika. V tej situaciji, kot je recimo danes Velika Britanija kot primerjava, ki se najbolj recimo aktivno v Evropi s tem ukvarja, v taki situaciji smo bili mi pred 30 leti, v začetku 80 let. Tako da, ko smo v 90 letih ponovno vzpostavljali mrežo za varovanje reproduktivnega zdravja mladostnikov med ginekologi v Sloveniji, smo zaznali tudi, da je potrebno seveda to svoje delo, pa niti ni bil to motiv, ampak ugotoviti, kaj praktično se dogaja z slovenskimi srednješolci. Tako da smo malo večjo raziskavo najprej naredili leta 1994 med ljubljanskimi srednješolci, 1500 smo jih anketirali, to sta delali 2 srednješolki, je bila izjemno zanimiva raziskava, kjer smo tudi naredili ta prvi svoj vprašalnik. Potem smo to ponovili leta 1996, nekaj vprašanj v zvezi z spolnostjo smo lahko vključili v širšo raziskavo o dejavnikih tveganja med slovenskimi srednješolci. To je bil projekt psihiatrične klinike, raziskovalni projekt, kjer so se tudi druga tvegana vedenja raziskovala. Takrat smo anketirali več kot 4700 srednješolcev od 1. do 4. letnika. Potem se ta projekt ni več nadaljeval. Slovenija je v letu 2001 že začela sodelovati v raziskavi Svetovne zdravstvene organizacije za zdravje povezano vedenje, Health Behavior of School Age Children, ki anketira mlade od 9. do 15. leta starosti, prvi letnik srednjih šol. Tako da so že takrat bili vključeni, tako da nekih drugih raziskovanih projektov na srednješolcih ni bilo razpisanih ali pa odobrenih, ampak mi smo tako, seveda, kot v vseh akcijah do sedaj, z dobro voljo in z nič denarja in z veliko pomočjo gospe Fani Čeh iz Zavoda za šolstvo naredili, da smo zmotivirali vse sodelujoče šole in učitelje, da so sodelovali, in ginekologe, ki so sodelovali, da smo leta 2014 naredili potem posebno raziskavo med prvimi in tretjimi letniki slovenskih srednješolcev. Potem, ker smo videli, da je bilo pač razmik nekje 8 let, smo potem ugotovili tudi, da nekako v teh 8 letih podatki zastarijo in da je čist primeren čas, da to raziskavo ponovimo. To smo ponovno izvedli lansko leto
med tretjimi letniki srednjih šol. Odločili smo se to zato, ker za prvi letnik že dobimo nekaj podatkov iz te raziskave, ki zdaj vsako leto oziroma vsakih 4-5 let Slovenija sodeluje. Po drugi strani je po teh raziskavah toliko podatkov, ki potem nismo niti uspeli do konca analizirati, tako da smo rekli boljše, da se fokusiramo na ta tretji letnik in res potem te podatke do konca analiziramo. No in potem smo spomladi lansko leto anketirali skoraj 1000 srednješolcev, tako da je odziv v teh šolah je bil izjemno dober, 4-5 šol ni uspelo sodelovati, ampak so potem smo zbrali dodatne šole, tako da tudi odziv samih učencev prisotnih je bil tudi zelo visok, skoraj 89%. То в България този дял намалява с цели 6,44%. Kongres jugovzhodnega foruma, se pravi, da so prisotni predstavniki 20 držav iz tega področja. Namen je pa predvsem predstaviti novosti na področju bolezni, ki so kronične, ki so največje morilke prebivalcev vseh teh državah, to je sladkorna bolezen, rakave bolezni, srčno-žilne bolezni in pa transplantacija. Poskušamo predstaviti novosti, kaj se je novega zgodilo v zadnjih letih na tem področju, izmenjati izkušnje, pa prepoznati, kakšni so možni načini boljšega zdravljenja in pa kako pomagati tistim, ki nimajo še razvitega zdravstvenega sistema do višjega nivoja zdravstvenih storitev. Apel, poziv z tega vašega večdnevnega srečanja tu v Portorožu? No, apel je predvsem namenjen zdaj tem glavnim temam, kot smo torej srčno-žilne bolezni, tukaj predvsem prepoznavanje epidemiologije, potem, kar tiče transplantacije, kako povečati obseg transplantacije, kako povečati število donorjev, ker tukaj je v nekaterih državah, ki niso članice Eurotransplanta, še vedno velik problem in pa seveda kako tudi, da zagotoviti vse možnosti, pogoje za boljše, bolj učinkovito zdravljenje rakavih bolezni. Poziv z tega vašega večdnevnega srečanja tu v Portorožu? No, apel je predvsem namenjen zdaj tem glavnim temam, kot smo torej srčno-žilne bolezni, tukaj predvsem prepoznavanje epidemiologije, potem, kar tiče transplantacije, kako povečati obseg transplantacije, kako povečati število donorjev, ker tukaj je v nekaterih državah, ki niso članice Eurotransplanta, še vedno velik problem in pa seveda kako tudi, da zagotoviti vse možnosti, pogoje za boljše, bolj učinkovito zdravljenje rakavih bolezni.